dvorano prihaja predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor. Počaščeni smo, da ste danes z nami, predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor, državni sekretar na Ministrstvu za obrambo magister Miloš Bizjak, župan mestne občine Koper Boris Popovič, podžupan občine Izola Gregor Perič, direktor občinske uprave Piran Aleš Buležan, namestnik načelnika generalštaba Slovenske vojske, generalmajor Alan Geder, poveljnik sil Slovenske vojske, brigadir Milko Petek, predstavniki Uprave Republike Slovenije za pomorstvo, predstavniki policije, predstavniki muzeja Sergeja Mašere in skupnosti partizanskih pomorščakov Slovenije, predsedniki območnih zvez Združenj borcev za vrednote NOB in predstavniki veteranskih združenj, predstavniki lokalnih skupnosti, gospodarskih družb, upokojeni, nekdanji in sedanji pripadniki in pripadnice Slovenske vojske in 430. mornariškega diviziona, vojaki na služenju vojaškega roka, ki ste orali ledino leta 1993, dragi gostje. Onorevole Presidente della Repubblica Slovenija, Borut Pahor, onorevole segretario di Stato della Difesa, signor Miloš Bizjak, onorevole sindaco del Comune di Capodistria, signor Boris Popovič, onorevole vice capo di Stato Maggiore, generale Alan Geder, comandante del Comando della Forza, generale Milko Petek, onorevoli ospiti, rappresentanti delle istituzioni ed economia locali, membri ed ex membri della 430ª Unità Navale, cari amici, a tutti voi porgiamo un caloroso saluto. Četrt stoletja mineva od ustanovitve mornariške enote Slovenske vojske. 30. januarja 1993 se je v Portoroški marini prvič predstavila mornariška enota samostojne Republike Slovenije. 430. Združeni odred obalne obrambe. Takratni predsednik Republike Slovenije, gospod Milan Kučan, je enoti svečano podelil prapor enote. Pričeli smo z usposabljanjem vojakov na služenju vojaškega roka, prve generacije slovenskih mornarjev. Besedo predajam poveljniku 430. mornariškega diviziona, kapitanu bojne ladje Borisu Geršaku. Cedo la parola al comandante della 430ª Unità Navale, capitano Boris Geršak. Spoštovani predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor, državni sekretar Miloš Bizjak, namestnik načelnika generalštaba, generalmajor Alan Geder, poveljnik sil Slovenske vojske, brigadir Milko Petek, župan mestne občine Koper, gospod Boris Popovič, spoštovani poslanec odbora za obrambo, gospod Marko Ferluga,
nekdanji pripadniki in pripadnice Slovenske vojske in mornariške enote, nekdanji vojaki na služenju vojaškega roka, pripadniki in pripadnice poveljstev in enot Slovenske vojske, dragi sodelavci, cenjeni gosti. Lepo pozdravljeni in hvala vsem, da ste se odzvali našemu vabilu. Dan enote, 30. januar, obeležujemo v spomin na dogodke iz leta 1993, ki predstavljajo temelje razvoju mornariške enote. Takratnemu političnemu in vojaškemu vodstvu je bilo očitno, da moramo imeti lastno mornariško enoto in da bo naše morje suvereno le, če ga bomo sposobni braniti in varovati. Takšne odločitve niso bile presenečenje in so predstavljale logično nadaljevanje procesov, ki so imeli podlago v sprejetju resolucije o pomorski usmeritvi Republike Slovenije 7. marca 1991. S tem dejanjem smo se Slovenci zavezali, da bomo ohranjali pomorsko usmerjenost slovenskega naroda in nadaljevali to, kar so začeli naši predniki. Čeprav se je zamisel o razvoju obalne obrambe in pomorstva kot samostojnega roda vojske začela razvijati že takoj po osamosvojitvi, pa se je uresničila 2 leti kasneje, natančneje 30. januarja 1993, ko se je v portoroški marini svečano predstavila mornariška enota Slovenske vojske in od predsednika republike prejela bojno zastavo. Navkljub zelo skromnim pogojem za delovanje smo imeli v tem obdobju začetni kapital, s katerim smo začeli ustvarjati mornariško enoto in slediti pomorsko usmerjenost Slovenije na obrambnem področju. Ko omenjam začetni kapital, se s ponosom in občudovanjem spominjam tistih začetkov in predvsem ljudi, ki so pri tem sodelovali, njihove velike motivacije, pa tudi njihovega znanja in izkušenj. Brez njih pomorstva v Slovenski vojski danes prav gotovo ne bi bilo. Težko bi bilo strniti v nekaj minut, koliko imam na razpolago 4 stoletja dolgo obdobje. Zato izrabljam to priložnost, da vas povabim na ogled spominske sobe, ki smo jo prav danes svečano otvorili v vojašnici Slovenski pomorščaki Ankaran, ter k prebiranju članka v januarski sredinski prilogi revije Slovenska vojska, kjer smo predstavili razvoj roda pomorstvo in mornariške enote ter njenih zmogljivosti. Pot razvoja v preteklih 25 letih je bila zelo dinamična. Vsa leta smo vlagali veliko truda in energije ter poudarjali, da je Slovenija pomorska in mediteranska država in da to predstavlja posebno ugodnost za razvoj in napredek, predvsem pa odgovornost na področju zagotavljanja pomorske varnosti in stabilnosti. Sodobne grožnje pomorski varnosti so namreč kompleksne in globalne, zato smo soočeni z izzivi, na katere moramo v sodelovanju z ostalimi deležniki stalno iskati ustrezne odgovore. Mornariška enota Slovenske vojske, kot eden ključnih deležnikov zagotavljanja suverenosti Republike Slovenije na morju, ima in bo imela pri tem odgovorno in pomembno vlogo tako doma, kot znotraj sistema kolektivne obrambe in evroatlantskih integracij. To smo jasno dokazali z napotitvijo našega prispevka v pomorske operacije in s tem dejanjem Slovenijo uvrstili na zemljevid tistih pomorskih držav, ki s svojimi zmogljivostmi prispevajo k zagotavljanju varnosti in stabilnosti na morju, težiščno v Mediteranu, kjer smo prisotni tudi danes in kamor bomo letos ponovno napotili ladjo Triglav. Ob tem želim poudariti, da so naše sposobnosti za delovanje tako na morju, kot tudi na kopnem, velikokrat na preizkušnji zaradi okolja in specifičnih razmer, v katerih delujemo. Zato je zelo pomembno, da sta oborožitev in vojaška oprema brezhibni in redno vzdrževani, kader, ki to uporablja, pa ustrezno strokovno podkovan. Le tako in ob zagotovljeni celostni podpori na vseh ravneh bomo lahko še naprej ohranjali in nadgrajevali doseženo stopnjo pripravljenosti za delovanje. Kot sestavni del širše družbe se zelo dobro zavedamo, da so finančni viri omejeni in da ne moremo pričakovati velike premike v modernizaciji opreme oziroma nabavi nove. Zato se mi zdi pomembno, da poudarim potrebo po vlaganju naporov, da se zagotovijo dodatni finančni viri za vzdrževanje obstoječe opreme in tehnike, s čimer bo izvedba poslanstva in nalog enote varnejša in učinkovitejša. Nesporno ostaja tudi dejstvo, da bo potrebno enoto v bližnji prihodnosti modernizirati, saj je kar nekaj opreme v zaključni fazi življenjskega cikla. Zato je toliko bolj pomembno, da so predvidena vlaganja v modernizacijo in opremljanje enot Slovenske vojske pravilno uravnotežena
in skrbno pretehtana. Le uravnotežena Slovenska vojska lahko zagotavlja združeno delovanje in izvajanje nalog, ki imajo podlago v zakonu o obrambi. Enako pomembno oziroma še bolj je vlaganje v človeške vire. Zato je potrebno področje vojaškega izobraževanja in usposabljanja pripadnikov mornariške enote dati prioriteto in jo konkretneje finančno podpreti. Le tako bodo pripadniki enote lahko kos izzivom varnostnega okolja in zahtevam sodobne opreme in oborožitve enote ter vse bolj dinamičnega delovanja v mednarodnem okolju. Spoštovani, mogoče je pri kom prisoten občutek, da bi lahko bila dinamika razvoja enote in obseg realiziranega večja, vendar ocenjujem, da smo začeto delo opravili optimalno. Opravili smo ga po najboljših močeh in skladno z možnostmi družbe, obrambnega sistema in Slovenske vojske. Pripadniki mornariškega diviziona zelo dobro razumemo, da je Slovenija pomorska država. Zato je zagotavljanje varnosti in uveljavljanje interesov države na morju za nas imperativ. To nas zavezuje, da bomo tudi v prihodnje strokovno in predano upravljali naloge, nadaljevali sodelovanje pri razvoju pomorske usmerjenosti države na obrambnem področju ter krepili zaupanje v okolje v mornariško enoto in Slovensko vojsko. Ob dnevu enote izrekam pohvalo vsem pripadnikom, ki so v letih, ko je začela nastajati mornariška enota, zagotovili ustrezne pogoje za razvoj roda pomorstvo, vsem tistim, ki so se vključili v delo in razvoj kasneje, skratka vsem, ki so dali na razpolago znanje in izkušnje, da se je lahko enota uspešno razvijala. Zahvala gre tudi vsem strateškim vodjem v obrambnem sistemu, ki so razumeli in razumejo pomembnost tega dela naše domovine in slovenskih pomorskih interesov. Želim se zahvaliti tudi prebivalcem slovenskega Primorja, delavcem, uslužbencem in strokovnjakom pomorskih in ostalih deležnikov na obali, ki z nami sodelujejo že od samega začetka. Posebna pohvala pa gre pripadnikom mornariške enote, sedanjim in nekdanjim, ki svojim predanim delom dokazujete in ste dokazovali, da je mornariški divizion aktiven gradnik slovenske vojaške pomorske identitete. Iskrene čestitke ob 25. obletnici enote, čestitam tudi današnjim dobitnikom priznanj in pohval. Naj bo to spodbuda za vse nas, da v prihodnje damo svoj prispevek k krepitvi in ugledu enote in Slovenske vojske. Hvala. Hvala, poveljnik. Danes gostujemo v mestni občini Koper. Zato za nagovor prosim župana Borisa Popoviča. Mikrofon je vaš. Cedo la parola al sindaco del comune di Capodistria, Boris Popovič. Hvala za besedo. Spoštovani predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, spoštovani pripadniki Slovenske vojske, spoštovani današnji prejemniki priznanj in cenjeni gostje. Un cordiale saluto a tutti, lep pozdrav vsem. V veseljen čast mi je, da lahko prav tu, v našem koprskem hramu kulture, skupaj počastimo 25-letnico roda pomorstva in mornariške enote Slovenske vojske. Leta bežijo hitro, prehitro, spomini pa bledijo in marsikaj, kar se nam danes, 4 stoletja kasneje, zdi povsem samoumevno takrat, ob osamosvojitvi naše države, to seveda ni bilo. Vse preko to, vzpostaviti mornarico, ki bi obvarovala našo državo na odprtem morskem delu, ni bilo enostavno. Terjalo je precej truda in prizadevanj, zlasti pa močno željo in voljo posameznikov, ki so verjeli in dosegli, da je danes 430. mornariški divizion prepoznaven tako v domovini, kot tudi v mednarodnem prostoru. In prav vojska oziroma njena mornariška enota je eden prepoznavnih elementov pomorske države. Kajti Slovenija je vedno bila in še danes je pomorska država z bogato pomorsko zgodovino in tradicijo. Naša tesna vez z morjem in pomorstvom se je skozi desetletja razvijala in gradila na številnih področjih. Od izobraževanja, ko smo v Portorožu vzpostavili srednjo, kasneje pa še visoko pomorsko šolo, ki še danes zagotavljata pomorske oziroma strokovne kadre za področje pomorstva, do gospodarstva, Luka Koper, vsemi svojimi dejavnostmi, splošna plovba, ladjedelnica Izola, logistika, špedicije in podobno. In tako,
Kot smo lahko ponosni, da ima Koper najuspešnejše pristanišče v severnem Jadranu, smo lahko ponosni tudi na to, da imamo na krovih številnih svetovnih ladij slovenske pomorščake, nemalo njih zaseda tudi ključne položaje in so ambasadorji slovenskega pomorstva širom sveta. Predvsem pa smo ponosni na vas, dragi pripadniki 430. mornariškega diviziona Slovenske vojske, ki se po pripravljenosti in izurjenosti lahko primerjate celo z evropskimi mornariškimi velesilami. V tej priložnosti naj vam iskreno čestitam za 25 let uspešnega delovanja in vam zaželim, da bi vaše poslanstvo še naprej opravljali tako vestno in odgovorno kot doslej. Mirno morje vsem. Hvala, grazie a tutti. Hvala županu mestne občine Koper. Orkester Slovenske vojske nam bo zaigral skladbo Gazdo Daske Bojana Adamiča, solista na klarinetu Janez Benko in Matic Nec Krečar.
Današnji slavnostni govornik je predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor. Cedo la parola al presidente della Repubblica Slovenia Borut Pahor. Spoštovani gospod župan, visoki gostje, spoštovani predstavniki vseh pomorskih služb, cenjeni pripadniki 430. mornariškega diviziona. Sprejmite, prosim, najprej moje čestitke ob 25. obletnici rodu pomorstva in mornariške enote Slovenske vojske. Slovenija je, kot je bilo rečeno dvakrat pred menoj, pomorska država. Ne moremo si predstavljati naše identitete brez njenega pomorskega dela. Slovenci že stoletja živimo v tem prostoru, morje je dajalo kruh številnim družinam, ne glede na državo, kateri je ta prostor takrat pripadal. Ribolov za preživetje, delo na ladjah, bojevanje na morju, vse to je krepilo našo zavest, da moramo svojo prihodnost graditi tudi na njem kot naši identiteti. V sredini prejšnjega stoletja se je ta identiteta tudi institucionalizirala. Oblikovali smo pomorsko šolo, organizirali smo ladijsko podjetje, izgradili smo pristanišče, z lastno državo smo prevzeli usodo in prihodnost naše navezave na morje v svoje roke. Postavili smo se na svet in v svet in pred naše nove možnosti. Mi smo samo srednjeevropska, smo tudi jadranska in mediteranska država. To je povezano tudi z našimi zavezami, takoj med samim osamosvajanjem in po formalni razglasitvi države. Zapisano je v zgodnjih odločitvah državnega zbora. Spomnim se, da smo v pripravah na osamosvojitev Slovenije v marcu leta 1991 sprejeli resolucijo o pomorski usmeritvi Republike Slovenije. To je zaveza za nadaljnjo krepitev naše pomorske identitete. Resolucija je še vedno v veljavi, marsičem nedorečena, ni dopolnjena, tudi ne v celoti realizirana. V njej pa je vendarle povezava z varnostjo in obrambo in vendar si lahko samo tako predstavljamo našo pomorsko identiteto v celoti. Vojaško-pomorska zgodovina Slovencev nas uči, da so se naši mornarji bojevali pod beneško, avstrijsko, avstro-ogrsko, italijansko in tudi jugoslovansko zastavo. Eden zadnjih poveljnikov avstro-ogrske mornarice, pa prvi poveljnik mornarice države SHS, pa poveljnik partizanske mornarice, vsi so bili slovenskega rodu. Poseben prispevek v mornarici so dali tudi številni slovenski odmorničani. Prav tako ne smemo mimo junaškega, domoljubnega dejanja našega rojaka, Sergeja Mašeja v aprilski vojni leta 1941, kot tudi ne mimo vloge mornariškega odreda Koper v času enote. Ob letošnjem obeleževanju 50. obletnice teritorialne obrambe je potrebno omeniti še delovanje majhne pomorske komponente takratne strukture teritorialne obrambe. Sodobna zgodovina našega vojaškega rodu, pomorstva, se začela, kot je bilo rečeno, pred 25 leti. Oblikovanje takratnega združenega odreda obalne obrambe, ki je vključeval tudi mornariški odred, je bila dejanska potrditev naše suverenosti na morju. Hkrati se je pričelo tudi usposabljanje prve generacije mornarjev, ki danes tu v dvorani prav prisrčno pozdravljam. Danes 430. mornariški divizion predstavlja majhno, a profesionalno in dobro usposobljeno strukturo Slovenske vojske. Uveljavljeni ste v mednarodnem okolju, tako z vašim sodelovanjem na vajah v jadranskem in sredozemskem prostoru, kot pri sodelovanju z zavezniškim mornaricam. Prav v teh dneh sem dal soglasje za podelitev odlikovanj ene od tujih držav nekaterim pripadnikom mornariškega diviziona. Naj dodam, da v okviru diviziona deluje tudi enota za uničevanje neeksplodiranih bojnih sredstev, kar še povečuje zahtevnost delovanja mornariške enote. Največja prepoznavnost te enote, tudi strani naših državljank in državljanov, je bila in je sodelovanje v dveh humanitarnih organizacijah, operacije
naše morje in operacija Sofija v Sredozemskem morju. Rod pomorstva v okviru Slovenske vojske je potrebno razvijati tudi v prihodnje, zagotoviti je potrebno stalen prihod kvalitetnega kadra in sodobne tehnike. In pričakujem, da v razvojnih načrtih vojske nista postavljeni na stranski tir. Imate tudi eno najlepših lokacij vojašnice v Sloveniji, nažalost pa je privez za vojaške ladje pod vsemi standardi daleč od ugleda, ki ga ima enota. Dovolj časa je minilo za iskanje primerne rešitve in upam, da bo ta odločitev za sodoben privez kmalu sprejeta. Dovolite, da na tej točki izrečem pohvalo tudi ostalim pomorskim službam, s katerimi mornariški divizion sodeluje. Varnost, gospodarski razvoj, ekološka zaščita in kvaliteta življenja so odvisna od dobrega in koordiniranega delovanja vseh, ki na morju delujete v službi države. Sprejmite, prosim, še enkrat čestitke ob vašem prazniku in mirno morje. Hvala za vašo pozornost. Hvala, vrhovni poveljnik. Na današnji slovesnosti bo poveljnik 430. mornariškega diviziona Slovenske vojske podelil priznanje enote tistim, ki so s svojim delovanjem, požrtvovalnim delom, vztrajnostjo in predanostjo še posebej veliko prispevali za dobro enote in njen ugled. Prosim poveljnika, kapitana bojne ladje Borisa Geršaka, da se mi pridruži na odru. Skladno z ukazom o podelitvi priznanj 430. mornariškega diviziona Slovenske vojske številka 094-4 skozi 2018-1 z dne 30.1.2018 bomo podelili zlato medaljo, bronasto medaljo, bronasto plaketo, pohvalo poveljnika in zahvalo poveljnika 430. mornariškega diviziona. Pohvalo poveljnika 430. mornariškega diviziona prejmejo Manuela Alibabić, Robert Cerkvenič, Katjuša De Bernardi, Boštjan Gašljevič, Marko Grabar, Stojan Ipavec, Mile Majkič in Nino Zalar. Prosim, da pripadniki pristopite k podelitvi priznanja. Bronasto medaljo 430. mornariškega diviziona prejmejo David Benigar, Robert Benko, Martin Deloškov, Alojz Gerbec, Dejan Grum, Marino Ogrin, Andrej Pečar, Domen Senčar in Franko Skok. Prosim, da pripadniki pristopite k podelitvi priznanja.
mornariškega diviziona prejmeta Albert Bordon in Bogomir Tomažič. Bronasto plaketo 430. mornariškega diviziona prejme Mestna občina Koper. Mestna občina Koper sodeluje s 430. mornariškim divizionom že vrsto let. Začetki sodelovanja segajo že v leto 1993, ko je bil mornariški divizion ustanovljen, Mestna občina Koper pa je ena izmed domicilnih občin enote. Sodelovanje se je še intenziviralo z vstopom Republike Slovenije v vojaško zvezo NATO, s čimer je enota prevzela podporo države gostiteljice za države članice NATO, ki gostujejo z mornariškimi zmogljivostmi na morju. V praksi to pomeni koncept zagotavljanja učinkovite podpore NATO članicam. Pri izvajanju teh aktivnosti nudi zelo veliko podporo tudi Mestna občina Koper. Skupaj smo že organizirali božično-novoletni dobrodelni koncert, sredstva od prodaje vstopnic pa podarili otrokom iz socialno ogroženih družin. Podporo je občina Koper nudila tudi ob organizaciji prireditve Športnik leta 2014. Na vsako našo prošnjo se pozitivno odzove in skuša v okviru svojih pristojnosti nuditi pomoč pri realizaciji nalog 430. mornariškega diviziona. Prosim župana Borisa Popoviča, da pristopi k podelitvi. Zahvalo poveljnika 430. mornariškega diviziona prejme Javni zavod Gasilska brigada Koper. Javnemu zavodu Gasilska brigada Koper se zahvaljujemo za hitro, nesebično in strokovno pomoč pri odpravljanju posledic neurja, ki so v letu 2017 prizadela vojašnico Slovenski pomorščaki Ankaran, ter za sodelovanje na dnevu odprtih urad mornariškega diviziona, na katerem je Gasilska brigada Koper s predstavitvijo njihove opreme prispevala k atraktivnosti in uspešnosti prireditve. Prosim predstavnika Gasilske brigade Koper, poveljnika Denisa Glavino, da pristopi k podelitvi priznanja. Hvala, poveljnik. Ob zaključku uradnega dela današnje slovesnosti se iskreno zahvaljujemo slavnostnemu govorniku, predsedniku Republike Slovenije in vrhovnemu poveljniku obrambnih sil Borutu Pahorju, orkestru Slovenske vojske, Robertu Cotiču iz službe za strateško komuniciranje za multimedijsko podporo, Zvonku Vidoviču, vodji kuhine enote vojašnice Ivan Cankar poveljstva sil, ki nam je svojo vrhunsko ekipo pripravil pogostitev v avli gledališča. In vsem vam, ki ste z nami delili te slovesne trenutke in se odzvali našemu povabilu. Ministrica za obrambo Andreja Katič je v svojem nagovoru na prireditvi 20 let orkestra Slovenske vojske v Galusovi dvorani Cankarjevega doma dejala, da je orkester Slovenske vojske stalnica v zgodovini naše še vedno mlade vojske. Daje ji pečat kulturne institucije in svojevrsten lesk
Pečat vojske, ki celovito gradi svojo odličnost. Orkester je prisoten ob vseh najpomembnejših trenutkih vojaškega življenja. Svojo glasbo izkazuje čast najslovesnejšim dogodkom. Z radostjo bogati vesele priložnosti ter dostojanstveno in spokojno spremlja bridke trenutke. In čeprav je stalnica, je v svojem izvajanju vedno nov in svež, vedno brezhibno pripravljen, do konca profesionalen. V 20 letih je preigral mogočen repertoar, nastopal je na številnih odrih doma in v tujini, sodeloval na dobrodelnih ter humanitarnih prireditvah, se je izkazal na mednarodnih glasbenih in vojaških festivalih in povsod navdušil občinstvo. Vselej v čast Slovenski vojski in v ponos Republiki Sloveniji. Z nami je orkester Slovenske vojske pod taktirko dirigentke Andreje Šolar. S himno Slovenske vojske bomo zaključili uradni del slovesnosti, ki mu sledi koncert orkestra Slovenske vojske z izbranim programom. Po zaključenem koncertu ste vsi nagrajenci vabljeni na oder za fotografiranje s predsednikom. Con questo si conclude la manifestazione d'oggi. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato. Grazie anche a tutti voi che avete risposto all'invito. To bi bil Ato vesel, pa ni dočakal. Ni. Bil je, da boš ti. Saj mi je večkrat dejal, da bom na svoji zemlji svoj gospod. Bošo reči.
smo vam v našem programu poskušali predstaviti glede